To je zdaj brutalno. Jaz sem pričakoval to sem napovedal pred volitvami, če bodo tej primitivci prišli na oblast, to je brutalno. Niti niso se trudili blefirati, pa nekaj narediti za javno zdravstvo, pa reči zdravo bomo pa še zasebnike vključili, ne direktno. Nova Slovenija, sramota, da z anticepilcem ureja zdravstvo, direktno so udarili proti javnemu zdravstvu, direktno par zasebnikom, večina zasebnikov dela dobro, pošteno, par zasebnikom spet, ki si morajo kupiti nove jahte, uničevanje ZZZS-ja, zato da bodo pač dobili teh 100 milijonov evrov ven in to je bilo direktno. Niti enega ukrepa niso dali za izboljšanje javnega zdravstva. Vi imate ob 9. uri zvečer v kliničnem centru 70 dežurnih zdravnikov, 56 doma v pripravljenosti, ki čakajo, da težek porod, da priletijo, huda prometna nesreča, transplantacija organov, prileteli bodo v javno zdravstvo, v klinični center in pomagali ljudem. In njih to ne briga. Njih zanimajo par zasebnikov, ki imajo čudovite, dolge sezname storitev. Vi v Sloveniji ne veste, če vsak potrebuje operacijo kolčne proteze, če vsak vstavitev kolčne proteze, kolenske proteze. Mi nimamo smernic, nimamo navodil, kdo lahko to dela. ZZS mora vse to plačevati. In zdaj grejo brutalno, namesto da bi uredili sistem, kako denar porabiti čim bolj racionalno, grejo ljudem, parim zasebnikom, obmetavali jih bo z denarjem, zato da uničijo javni zdravstveni sistem. Ampak gledajte, zdravstvena blagajna je vendarle prebogata očitno, da bi jo privatni sektor pustil javnemu zdravstvu. Zdravstvena blagajna je še edini fond denarja, ki ga je treba oropati. Imeli smo privatizacijo gospodarstva, vemo, kako se končalo. To bo zadnji val privatizacije. Imeli smo sanacijo bank, vemo, kako se konča, da se nam režijo direktori bankašni bedaki smo bili, da smo zmetali skoraj 5 milijard evrov, zdaj imamo še ZZS, ki ga je treba raztrgati.